In the last week of September and the first week of October 2020, we organized the initial and advanced trauma healing seminars. The seminars were coordinated by the Bible Society of Slovenia. Na seminar sem bila povabljena že pred 2 letoma, ampak sem se šele letos odločila. V pravem času je prišel, zato ker se srečujem z ženami, ki imajo težave, ki imajo probleme, in ta knjiga, ta material je res primeren za vse te, ki trpijo in bi radi s to bolečino se soočili in jo predali Kristusu. Hvaležna sem, da sem lahko povabljena bila, in to je res od Boga poseben dar, tudi zame. Tudi sama sem imela možnost čez ta program iti in se veselim, kaj bo Bog naredil naprej skozi ta material. Hvala vsem podpornikom in hvala vsem, ki nas spremljate na tej poti do ozdravitve v Jezusovem imenu. Meni je bil seminar zelo zanimiv, ker da točna navodila, kako delati v skupini. Delo v skupinah je zelo potrebno. Sama vidim, da so te vsebine, s katerimi smo se srečali, da so zelo pomembne. Vidim, da so ljudje zelo ranjeni, da so pa ne na vseh področjih. Če pogledamo okoli sebe, vidimo, da so ljudje res potrebni Božjega dotika. Ta seminar daje krasno priložnost za delo, daje smernice. Ja, se strinjam, Simona. Seminar je res dal podlago in znanje, da se lahko z Božjo besedo dotikamo drugih ljudi. Dejansko v današnjih časih vsak od nas potrebuje, ima neke notranje rane in potrebuje tolažbo, potrebuje upanje, vero, da se stvari spominjajo na Božje. Živimo v takih težkih časih, ko je ogromno nestrpnosti. Ljudje potrebujemo to luč, to vedenje, to znanje Božje besede in poraba v praksi vsak dan. Želimo si pa, da se ljudje vrnejo na Boga, da začnejo brati Sveto pismo, zato ker Sveto pismo je res zdravilna beseda in res zdravi, ker Jezus je prišel, da pozdravi tudi potrte v srcu in se zahvaljujeva svetopisemski družbi, da je omogočil to izobraževanje. Hvala lepa. Hvala. Je bilo zelo lepo srečanje kot prvo. Tudi mene se dotaknila sama osebina, pa tudi mi je pokazala da lahko na preprost način se dotakneš zelo globokih tem, ki pa zraven še Božja beseda, ki tudi ozdravlja. Mene sedaj med tem, ki smo pripravljali, da se pogovarjali v skupinah, prišla ideja, da bi rada z mladimi, ker se velikokrat srečujem, ki imajo ta vprašanja, a je Bog pravičen, sploh je Bog, če so te težave, ki jih preživljamo, ki so na svetu, kako s tem soočati, se mi zdi, da mi tudi zelo prav prišlo, in sem imela že par oseb v mislih, tako da me zelo mika ta tema, da bi pripravila za mlade, do 30 študente program. Super organizacija, super prijazni ljudje, tudi udeleženci so super, tako da tehnologija sploh dobro poskrbljeno, jaz sem se sploh znam polske besede, živla. Me čudilo to, kako vse skupaj deluje in gre naprej. Želim reči hvala lepa za to izobraževanje, ker je zelo bogate vsebino
i zelo pomocne, praktyczne w naszym żywieniu. Osobno jsem doživela tutaj taki malý šok, da ja resnično nisem žalovala pravilno, kao moji starši se ločili z tego sveta. I tako vidim kako pomembno je žalovati w taki način da se dovolimo na izražanje čustev i tudi omogočimo drugim da oni tudi izražajo svoje čustva, da vzemijo na to čas in prostor, a ne potlačimo svojih bolečih čustev. Ker to je pomembne v ozdrawianiu. I ko preživimo dobro ten proces žalovanja, postanemo moćnejši ludzie i lahko pomagamo drugim, da bo tudi prešli zdravi način njihove krize v življenju, ker so različne krize i s tem se srečamo, bom rekla, pogosto. Tako da hvala lepa tistim, ki organizirajo takšne izobraževanja, tistim, ki je vodijo, hvala lepa Marek, in tisti, ki je podpirajo, sem donatorjem. Hvala lepa.